Lepo pozdravljeni, študentje, študentke, moderatorka in predavateljice na spletnem pogovoru, kako lahko različna digitalna orodja pomagajo študentom pri iskanju člankov, pripravi in urejanju vsebin ter pripravi predstavitev. Z nami so docentka dr. Veronika Petkovšek, ki bo moderirala ta pogovor, in naše pedagoginje, ki bodo predstavile, kako uporabljati različna orodja, kot so Google učenjak v oddaljenem dostopu, Elicit v kombinaciji z Deeppoolom in ChatGPT-jem in orodje Khan. Predstavile pa bodo docentka dr. Sabina Bogilović, asistentka Špela Mar in pa asistentka Maruša Bizjak-Tarjan. Jaz verjamem, da je vsebina zelo, zelo uporabna za študente, tako za študente kot ostale udeležence našega spletnega pogovora. Vsebine so res sodobne, se pravi stvari, ki jih boste uporabljali pri pripravi seminarskih nalog, domačih nalog in ostalih predstavitev, ki jih boste potrebovali. Tako da lepo pozdravljeni, jaz predajam besedo kar naprej dr. Petkovškovi, da v bistvu začne s izvedbo dogodka. Hvala lepa. Prodekani za študijske zadeve, docent dr. Kozjak. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Hvala lepa vsem, ki ste se prijavili in udeležili današnjega online pogovora. Kot ste že slišali s strani prodekanje, bomo predvsem poskušali na nek sistematičen način predstaviti neke koristne informacije, kako si vi kot študenti recimo lahko olajšate vaš študijski proces pri izdelavi seminarskih nalog, diplomskih del in različnih drugih študijskih obveznosti nalog, ki jih imate tekom študijskega leta. Kot je prodekanja že omenila, bomo danes s pomočjo treh naših pedagogov predstavili različna orodja. Bi vas pa predno začnemo vse skupaj prosila, če slučajno kdo nima ugasnjenega mikrofona ali pa kamere od slušateljev, da to stori, da ne motite samega online pogovora. Vkolikor pa boste imeli kakršnokoli vprašanje za naše tri gostje, pa je dobrodošlo, da le to zapišete kar v chat. In bomo poskušali že sproti tekom samega pogovora odgovoriti na čim več zastavljenih vprašanj oziroma potem tudi ob samem koncu lahko še karkoli odgovorimo. Tako da bi sedaj kar začeli samo vsebino. Začeli bi z oddaljenim dostopom in pa Google učenjakom, ki nam omogoča iskanje in citiranje različnih znanstvenih člankov, knjig in drugih del. Tako da docent dr. Sabina Bogilović boste pokazali oziroma predstavili, kako najlažje preko oddaljenega dostopa in pa Google učenjaka poiščemo različne znanstvene vire, članke, recimo, če bi kar izbrali nek konkreten članek na temo kreativnosti in skrivanja znanja. Ja, pozdravljeni še z moje strani. Najlepša hvala za ta lep uvod strani prodekanje in pa seveda moje kolegice Veronike Petkovšek. Pozdravljeni tudi ostali dve kolegici, Špela Mar in pa Maruša Bizjak. Jaz upam, da boste uživali v tej naši urici skupaj. Prvo, kar vedno dobimo komentar, ali smo asistenti pa pri seminarski nalogi ali potem pri diplomah ali pri magistrskih, da ni enostavno člankov, da te teme pa še ni nobeno obdelal. In potem se mi pač majčkeno nasmehnemo pedagogi in rečemo, da mogoče pa ni čisto tako, in vam bom dokazala, da na temo ustvarjalnost in pa skrivanja znanja, da je bilo že marsikaj narejeno, tako da dajmo si skupaj pogledati. Priporočam vam, da si zapisujete stvari ali pa saj, da jih skupaj delate z nami, da klikate po računalniku, pa mogoče si tako še lažje zapomnite, Pa bom najprej šerala. Ja, jaz imam tulele sicer že takole narejen share, in sicer sem
zdajle boste videli, na Google sem enostavno napisala oddaljen dostop. Ja? Oddaljen dostop, napišete na Google in potem pridete do take razpredelnice. In sem dala Web of Science Call Collection, upam, da se vidi. In kliknete tukajle. Jaz najrajše na Web of Science-u raziskujem. In boste videli, se vam bo vpisali, meni se je zdaj že avtomatsko, ker smo prej stestirali, da morate noter vpisati svojo knjižnično povezavo, se pravi svoj mail, študentski mail in pa vpisno številko svoje knjižnice oziroma knjižnice Fakultete za upravo. Tule sem jaz že dala Creativity noter kot ustvarjalnost, lahko date karkoli raziskujete, ali je tema vaše diplomske, magistrske ali pa seminarske naloge in enostavno date search. In vidite, koliko člankov dobite. Seveda ne pričakujemo, da boste 74,000 člankov prebrali, ne? Zato imate tukajle fajn razpredelnice, da lahko omejite te raziskave. Mi smo rekli, da bomo pogledali skrivanje znanja, ne? Hiding. Bom dala. In vidimo, da zdaj sem iz 74,000 člankov že prišla na 110 člankov, kar je kar že v redu, a ne? Manj člankov, če se strinjate, lažje za predelati. Potem lahko tukaj dajete še več besed, če bolj ožete temo, oziroma da želite samo članke, katere avtorje želite, potem da želite recimo samo iz menedžmenta, ali da želite biznis, ali bolj informacijske članke usmerjene, pač odvisno, kaj si želite, kaj je vaša v bistvu tema raziskovanja. In potem kliknete, vam bom pokazala, povezava do gradiva. In samo klikate in pridete do, upam, da se bo to hitro naložilo. Jaz sem si izbrala seveda svoj članek, za katerega lahko točno povem, kaj je noter in kako. Ne zato, da bi me vi citirali, ne vem, zakaj to zdaj ne odpira. Ampak ja, kliknete na to povezavo in se vam potem to odpre. Kolegica Petkovšek, ne vem, mogoče to predolg časa traja, da bi odprli, grem lahko na naslednjo. Mogoče, lahko, ja, pa se vrnem. Pa pustimo, če se slučajno naloži. Ja, V glavnem, tukajle se vam pač potem naloži do konca, ne. Potem pa velikokrat je vprašanje, kako se v bistvu na koncu besedila citira po APA sistemu, ne, stran ne deluje. Kako v bistvu se citira po APA sistemu, pa da vam pokažem en trik, če imate naslov članka, a ne, greste tulele na učenjak, samo napišete učenjak in vam da Google učenjak oziroma Google Scholar. In tudi tukaj lahko poiščete članke. Jaz sem tulele dala že izbran članek in vidite, da je javno dostopen, seveda sem dala, da je javno dostopen. In potem imate tulele navedi, če kliknete navedi, imate po APA sistemu, lahko tudi vnesete, če imate slučajno tele programčke v svoj Word, pa nimate, pa enostavno tukajle vam da kopiraj in točno tako mora biti po APA sistemu naveden pač ta dotični članek. Tako da, če slučajno mislite, da ni dovolj člankov, pojdite najprej na Google učenjak oziroma oddaljen dostop. Tukaj si lahko izberete še več na oddaljenem dostopu, a ne, tudi Science Direct je ful v redu, ali pa Sage je ful v redu, Taylor and Francis online, ampak jaz nekako Web of Science Call Collection je moja top izbira.
In potem tukaj, kot sem vam pokazala, iščete članke in pač filtrirate, kaj vas točno zanima. Tukaj na Google učenjaku imate pa kako na koncu navesti. Če ima kdo še kakšno vprašanje, z veseljem bom početala z vami, drugače pa to je nekako z moje strani prikazano. Ne vem, kolegica Petkovšek, še kakšno vprašanje ali Hvala lepa, doktor Bogilović, za prikaz, predstavitev. Jaz mislim, da predvsem tole citiranje na koncu, bo vsem zelo koristilo, no, ki ste danes prisotni, ker ne nazadnje bi rekla, vseh pisnih izdelkih, od seminarskih nalog, domačih nalog, e-vaj in podobno, in na koncu seveda tudi diplomsko delo, magistrsko delo, potrebuje ustrezno citiranje. Zdaj ta omenjen APA style je tudi zahtevan v bistvu v samih navodilih, ki jih imamo na fakulteti za upravo, tako da tole zadevo si res velja zapomniti, no, ker vam bo koristila tekom, bi rekla, celotnega študijskega procesa. Tako da najlepša hvala. Ja, če bo pa kakšno vprašanje, pa kar ste dobrodošli. Mogoče bi rada samo še to omenila, da ta APA sistem navajanja virov in citatov, na koncu ni samo direktiva naše fakultete, ampak celotne univerze. In potem tudi, ko boste delali oziroma pisali evropske projekte, boste tudi mogli pocitirati vire. Tako da vas navajamo v bistvu za naprej, za prihodnost vaše delo v službah. To je z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Dobro, mi bi pa sedaj nadaljevali še z ostalimi orodji, ki nam recimo omogočajo postavljanje vprašanj, povzamejo ugotovitve člankov, morda celo primerjajo ugotovitve med različnimi članki, kar nam recimo še dodatno lahko olajša, skrajša čas pri samem urejanju, pisanju besedil. In mogoče namesto porabe časa na tem delu potem večji vložek namenimo sami kakovosti pisnega izdelka. Tako da zdaj bi pa povabila gospo Bizjak Ferjan, da nam predstavi, kako lahko orodja olajšajo pisanje različnih, bi rekli, vaj seminarskih nalog in kako se sploh lotiti tovrstnih zadev z orodji. Kar prosim. Dober dan. Me tudi veseli, da se pogovarjamo o teh stvarih, kako si lahko pomagamo, ker imamo toliko orodij zdaj na voljo, ki nam lahko skrajšajo čas, zmanjšajo neko ponavljajoče klikanje, brskanje, da fajn, če si s tem pomagamo. Pač ne da copy-pastamo, ampak da si olajšamo delo, da res se ukvarjamo s kvaliteto potem. Zdaj, ChatGPT verjetno že vsi poznate, to ni nujno, da se uporablja zdaj samo za pisanje, ampak vam lahko pomaga tudi razložiti koncepte, teorije, recimo berete kakšen članek, berete gradivo, lahko se s ChatGPT-jem pogovarjate in vam zelo preprosto lahko razloži kakšno stvar. Če se pa lotite pisanja, vam pa pomaga, lahko najdete informacije, predlaga ključne besede, na primer na eno temo, da se ne matrate iskati, pa da se mi sprašujete, kaj pa zdaj, kako naj zdaj to najdem, vam lahko da konkretno vprašanje, ki si ga lahko zastavite, ali pa prav ključne besede, ki jih vnesete pol v katerikoli brskalnik, ki ga uporabljate, ali pa pač knjižnico spletno. Pri pisanju vam bo tudi pokazala na primeru, ampak najbolj uporaben se meni zdi za pripravljanje nekega osnutka strukture, kar je po mojemu pač, kar jaz opazim, ful velik izziv za študente, ki imajo predvsem tako radi neuravnoteženo strukturo. Fino je, da ko se lotite pisanja, da že imate postavljeno strukturo, kakšna poglavja boste imeli, kaj boste vključili v nalogo, ne da je potem enega dela, ne vem, 2/3, pa imate pa 3 poglavja na eni strani, tako naprej, tako da s tem ChatGPT lahko ful pomaga. Pomaga napisati povzetek, uvod, zaključek, pomaga urejati besedilo, če ne vem, ne najdete besede, hočete sopomenko, vam jih lahko 10 predlaga za eno stvar, ki hočete povedati. Ureja besedilo, slovnične napake, kakor en lektor lahko deluje, olajša izražanje, slog pisanja, prevaja, povzema, tako naprej. Če imate ChatGPT plus, lahko gor naložite tudi PDF-je, iz katerih vam potegne povzetek, da vprašate, ne vem, kaj pa so avtorji ugotovili, katere metode so pa uporabljali, vam ChatGPT to vse lahko lepo poenostavljeno odgovori, da se ne rabite tako zelo matrati. Imamo pa tudi zdaj plugine, ki omogočajo brskanje po spletu,
To pomeni, da vi postavite neko vprašanje, prosite ga, da vam nekaj poišče in namesto, da vi, ne vem, klikate čez 10 strani, da bi nekaj našli, vam on najde točno ta rezultat, ki ga iščete. Tako da zdaj bi kar sharala screen, da vam pokažem, kako bi se recimo, kako vam predlagam, da se lotite neke e-vaje ali pa seminarske ali pa mogoče tudi diplomske, čeprav za diplomsko bi bilo treba majhen poglobljeno se lotiti. V glavnem, tale e-vaja zahteva od študentov v prvem letniku pripravo seminarske, nič hudega ni, na 3 straneh teoretičnega besedila morajo nekaj napisati, najti morajo 4 slovenske vire oziroma vsaj 4 tuje, upoštevati morajo navodila za oblikovanje. Taka seminarska, kakor se zahteva recimo v prvem letniku, je v bistvu manj obsežna, kakor na koncu 3. letniku ena e-vaja. Ampak je pa ena taka priprava in glede na to, da bo kmalu na vrsti ta e-vaja za študente v prvem letniku, bi kar na tem primeru pokazala. V glavnem, tukaj si lahko študenti izberejo kjerokoli temo pri predmetu in napisati morajo seminarsko. Tako da jaz sem zdaj kar ChatGPT po domače vprašala, želim napisati seminarsko, dolga mora biti 3 strani, prosim predlagaj strukturo. Pač on razume velike, male črke, če narobe napišemo kakšno besedo, recimo vse razume, vse nam odgovori, z njim se pogovarjam, kakor da bi imel enega takega osebnega pomočnika. V glavnem, on je meni tukaj odgovoril, predlagal mi nek naslov, ne vem, še mi je všeč ali ne. Jaz sem to kar vnaprej ga vprašala, da ne bi mi zdaj čakali med pogovorom, kako on tole tipka. Včasih malo počasi, ampak ja, on je meni nekaj predlagal in jaz sem rekla ne, samo 2-3 poglavja z 2 do 3 podpoglavji, hočem napisati 2-3 odstavke pri vsakem podpoglavju oziroma podpoglavju in on je meni kar nekaj napisal in sem rekla ne, prosim za naslove in podnaslove. In on je seveda prijazno odgovoril, tukaj so naslovi in podnaslovi. To mi pa že kar nekako všeč, recimo. No, in to si jaz ponavadi potem kopiram v Word in postavljam neko strukturo. Ne vem, ali pa bi se tako lotila. No, in kopiram to, kar je on meni predlagal, naprimer, in potem sama to majhen uredim. In to, kar sem jaz uredila, kolikor sem si jaz zamislila, da mi bolj všeč, mu kopiram nazaj, pa ga prosim, da naj mi napiše, koliko besed naj napišem pri posameznem naslovu, da bom dobila 3 strani. Zakaj je to važno? Zaradi tega, ker če se vi lotite enega pisanja, da ne boste imeli tega le 2 strani, pa vam pa ostane še 5 podpoglavij, ne vem, po nekaj odstavkov, a ne, bolj, da se že zdaj lotite na tak način, da veste, kaj je cilj pri vsakem poglavju, podpoglavju. Ok, seveda, tukaj je predlog število besed za vsako poglavje, fino. Ok, in jaz sem zdaj tukaj ugotovila, pri 3.1 pa 3.2 nimam naslova, predlagaj podnaslova, tale 3.1, 3.2, in jih vam predlaga in rečem, ok. Na fakulteti se moramo držati tudi navodil, prosim ga lahko za uvod in mu rečem, a lahko prosim na tak način mi napišeš en predlog uvoda. In on ga seveda napiše. Isto se moramo navodil držati v zaključku, samo jaz kar kopiram navodila in on napiše en predlog. Zdaj tako, pač to je predlog. Vi seveda po svojih besedah napišete, lahko kopirate en stavek, 2 stavka, mogoče, ampak ponavadi je tako, da vam ne pride prav direkt to, kar je on povedal. Vas pa lahko ful dobro usmeri, da zdaj veste, kako se lotiti uvoda, naprimer. Ne vem, en povzetek ugotovitev, pač dobre vsebine predlaga, lahko kaj uporabite, lahko ne. Potem kaj lahko še ChatGPT naredi? Kopirate mu neko besedilo v angleščini in mu rečete, prosim, povzemi v slovenščini. Super. To pomeni, da vam ful olajša. Ok, zdaj, ko imate neko strukturo postavljeno, pa fino, če najdete vire. To ste že prej videli. Tale digitalna knjižica Univerze v Ljubljani je ful praktična. Noter date, ne vem, vsebino, ki iščete, karkoli, in vam ven vrže vire. Ok, recimo, da smo najdeli en vir, tudi tukaj imate možnost, da citirate, naprimer. In potem rečete tukaj, ne vem, kaj je organizacijska kultura. Tukaj imate celotno besedilo, preberete, nekaj napišete.
prosite ChatGPT lahko, da vam skrajša, da vam kaj pomaga ven spraviti, kaj je bistvo. Ampak načeloma za eno tako zelo preprosto, zelo površinsko, nekonkretno, ne raziskovalno nalogo bi bilo to čisto v redu. Naprimer, če rabite neko literaturo pogledati za Evajo, recimo, da je naloga, ne vem, najte 3-4 članke in povejte, kaj so ugotovili, na tak način se lahko čisto super lotite, a ne. Zdaj, tukaj imamo potem tudi vpliv organizacijske kulture na uspeh podjetja. Tukaj vam predlagam, da si tole ukazno iskanje izberete, pa date noter, ne vem, organizacijska kultura. In pa še uspeh podjetja, ne vem, uspeh organizacije. Lahko date tudi v angleščini, ne vem, organization, v angleščini, prosite lahko tudi, ChatGPT prosite lahko za prevajanje tudi ključnih besed, recimo, da bi jaz njemu zdaj tukaj rekla, prosim, da mi ključne besede, ki naj ponesem v iskalnik, bi vam jih on dal, jih lahko kopirate. Okej, zdaj, glede iskanja virov pa citiranja ste prej videli zelo dober prikaz, ampak če hočete pa še bolj natančno, pa mogoče lažje najti tisto, kar iščete, je pa Elicit eno ful dobro orodje, ki vam pomaga, da ne rabite na stotine člankov pregledovati oziroma omejevati svojih nekako kriterijev iskanja, ampak dobesedno postavite to vprašanje, ki vas zanima, in vam Elicit ven vrže konkretno to, kar iščete. To pomeni članke, vire, ki so najbolj sorodni temu, kar bi odgovorili na vaše vprašanje. Naprimer, tukaj bi bilo, ne vem, tlele bi lahko bolj teoretično pisali, tukaj pa rabimo nekaj konkretnega, to pomeni in poišče v bazi člankov. Luštna stvar pri tem je, da že kar povzame članke v enem odstavku, s tem, da jih morate odpreti in preveriti. Imate pa potem tukaj spodaj tako tabelo, v kateri imate povzetke teh člankov, kakor so najbolj relevantni. Vedno predlagam, nastavite si tukaj letnico, ne vem, nekje 2019 približno, ali pa 2018, 2015, kakorkoli, da ne boste imeli ful starih virov, ker včasih ven vrže kot najbolj relevantne neke vire iz 2005, kar je skoraj 20 let staro in ni tako uporaben. Ampak, tukaj vidite v bistvu, kateri članki so odgovorili na to vaše vprašanje in lahko dodate main findings, vidite, kaj so ugotovili. Lahko dodate metodologijo, lahko dodate, ne vem, kakšno je bilo sploh njihovo raziskovalno vprašanje. In recimo, da mi je všeč tale članek, mi ga Elicit kar odpre in lahko ga odprete v novem zavihku. Tukaj imate PDF na voljo, lahko ga citirate tudi kar takole, tako kot ste prej videli. Tako da lahko ga shranite in naložite v Mendeley, da vam potem mogoče kdaj pride prav. Tako da zaenkrat to od mene, pa če bo še kakšno vprašanje. Hvala lepa. Prodekanja za študijske zadeve je dvignila roko, očitno ima vprašanje. V bistvu en komentar, ne vprašanje. Maruša zelo lepo predstavila, zakaj se uporablja chat in Elicit. Jaz bi rada samo eno stvar poudarila, kar opažamo tudi zdaj že med našimi študenti, da študentje, ko iščejo po ChatGPT-ju, dejansko kopirajo besedilo pri pripravi nalog. Se pravi, ne vem, ali je to kakršnakoli Evaja ali kakorkoli, da dejansko samo kopirajo besedilo iz chata. Tako kot je Maruša lepo poudarila, ni stvar ChatGPT-ja, da v bistvu vam napiše besedilo, ampak vam je pomoč pri iskanju določenih gradiv, krajšanju gradiv, pripravi zgradbe, ne pa to, da v bistvu vi skopirate samo besedilo neposredno iz ChatGPT-ja v Word.
vaša naloga je, da preverite, ali je vsebina, ki jo je chat napisal, resnična, ker se tudi izmišljuje, in pa hkrati, da v bistvu besedilo, tako kot je Maruša zelo lepo omenila, napišete po svojih besedah. Kajti, če boste dejansko kopirali besedilo iz chata, pedagogi to vidimo, zato ker obstajajo detektorji ChatGPT-ja, se pravi, preverim besedilo, vaše besedilo kopiramo v ta detektor in ravno tako vidimo, je to besedilo delo chata ali ste vi bili tisti, ki ste avtor besedila. Torej, res uporabljate gradiva chat kot pomoč pri pripravi lastnih besedil, ne kopirajte pa celotnih besedil v vaše naloge, dela, kakorkoli pač že imate. Toliko zaenkrat, hvala. Ja. Jaz bi tukaj dodala, da se moramo zavedati, da v bistvu je to en generator teksta in on v bistvu ne razume vsebine, ne ve, o čem govori, samo zna se zelo, zelo lepo izražati, pa povezovati koncepte. Tako da lahko vzamemo od njega to, da se je zelo lepo izrazil, ampak še vseeno ni nujno, da to, kar je povedal, drži, lahko napiše kar nekaj dobesedno. Ampak še vseeno, če pa nekaj iščemo, zelo olajša. Če hočemo nekaj analitično si razdeliti, zelo olajša. Verjetno bolj tako bi se sistematično lotil ene teme, kot bi se pa mi lotili, oziroma bi se mi kar matrali, da bi nekaj si postavili, mogoče bi sami hoteli, en vrsten red najdete ali pa iz velike informacije dobiti, 3 ključne stvari. To bi se mi ful bolj matrali, to nam olajša, ampak razume pa ne, kaj govori, kot mi razumemo. Tako da, ja, treba paziti. Hvala lepa, Maruša, za vso predstavitev, in vse informacije. Tudi prodekani hvala za ta input, ki je vsekakor pomemben, z vidika študentov, da se zavedajo v bistvu tudi teh pomanjkljivosti. Se pravi, ne samo, da jemljemo ta orodja kot prednost, kar pač definitivno so, ampak z neko previdnostjo vseeno. Še vedno je potreben nek naš vložen trud, nek input, da to preverimo, spišemo, oblikujemo, potem sami do konca uredimo, ampak definitivno nam pa precej lahko prikrajša čas in pa mogoče tudi živce, ko razmišljamo in ugotavljamo, kako na kakšen način poiskati, pripraviti, sestaviti in tako naprej. Ko imamo zdaj mi enkrat, bi rekla, besedilo spisano, urejeno, pripravljeno, oblikovano, je velikokrat potrebno, tudi pri seminarski nalogi, pri kakšni domači nalogi, enako tudi potem ob diplomskem delu, recimo, magistrskem delu na koncu pripraviti tudi neko kratko predstavitev te vsebine. Zdaj večinoma si pri tem pomagamo s PowerPoint predstavitvijo, tako da pri tem pa si tudi lahko pomagamo z določenimi orodji, kot je na primer Canva, ki nam naredi te predstavitve morda še malce bolj zanimive, prijetne za slušatelje. Tako da zdaj bi pa povabila gospo Mar, da nam ona predstavi, kako si lahko pri predstavitvah pomagamo z orodjem Canva. Kar prosim. Hvala lepa, dr. Petkovšek, za besedo. Pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz vam bom pa na kratko predstavila orodje Canva, samo trenutek, da delim zaslon. Jaz upam, da se v redu vidi. Se pravi, kot že omenjeno, Canva je brezplačno orodje, ki ga lahko uporabite za oblikovanje različnih dokumentov, infografik, tudi predstavitev. Potem lahko tudi uporabimo tukaj videoposnetke in seveda mogoče tudi kakšno vizitko, logotip, odvisno od tega, zakaj potrebujemo. Torej, kot rečeno, jaz vam bom predstavila, kako si zdaj v Canvi pripraviti predstavitev. Toliko, da bo lažje, sem si že oblikovala primer predstavitve. In sicer zdaj glede na to, odvisno od tega, kaj želimo predstaviti, ali je to naloga v obliki e-vaje, ali diplomska naloga, magistrska naloga, potem v bistvu najprej oblikujemo osnovni izdelek.
Tako da lahko tukaj v Canvi vidite, izbirate med različnimi predlogi. Tisto ponavadi izberemo, kaj nam je všeč, in potem na podlagi tega tudi določimo, kakšna bo zdaj postavitev te naše predstavitve. Tako da lahko imamo tudi možnost izbiranja slogov, se pravi glede na barvno paleto, in potem pričnemo z oblikovanjem. Torej, na naslovni strani damo najprej naslov naše naloge in seveda vse potrebne podatke. Priporočljivo je, da tudi dodate kakšen logotip organizacije, ponavadi je to logotip fakultete za upravo. Torej, potem pa pričnemo z drugo stranjo. Tukaj sem vam jaz napisala nekaj priporočil in seveda skušate oblikovati svojo predstavitev tako, da sledite rdeči niti. Torej, najprej uvod, potem osrednji del in pa na koncu zaključek. Predstavitev naj bo samo dopolnitev oziroma ta PowerPoint, predstavitev, ki ste jo pripravili v Canvi, naj poudarja ključne točke, ki želite povedati. Tako da priporočljivo je tudi, da izbirate barvno shemo takšno, da je poenotena in seveda tam nekje vsebuje maksimalno 3 različne barve. Prav tako je fajn, da upoštevate pri pisavi, da je enostavna, vidna tudi slušateljem v zadnji vrsti in da upoštevate pravilo 5x5. Zdaj velikokrat opažamo, da na različnih prezentacijah vidimo ogromno besedila, tako da dajte se tega res držati, torej 5x5 pomeni 5 alinej in v vsaki alineji približno 5 besed. Prav tako lahko svojo predstavitev dopolnimo z različnimi fotografijami, videoposnetki, grafi, tabelami. Tukaj seveda spet priporočilo, da na en slajd oziroma na eno stran dodate eno fotografijo. To pa zdaj ustavimo tako, če pogledamo, tukaj imamo prazno stran in lahko izbiramo med različnimi elementi. Tako da, če zdaj kliknemo element in ker danes govorimo o uporabi različnih AI orodij, naprimer napišemo v angleščini ali v slovenščini, umetna inteligenca in potem izberemo tukaj pod fotografije. Samo malo, da zdaj poiščemo, katera brezplačna fotografija. Zdaj tukaj boste videli velikokrat takšno krono izraven zapisano pro. Ta je sicer plačljiva verzija, ampak tudi brezplačna verzija vam omogoča veliko dobrih fotografij, grafik, tudi brezplačnih videoposnetkov, raznih oblik, ki jih lahko vi uporabite. Tako da zdaj, ko smo vstavili to fotografijo, torej dodamo tudi besedila. Ponavadi lahko v Canvi izbiramo med različnimi oblikami. Naslov slike. To ustrezno poravnali, samo malo. Evo, tukaj lahko tudi izbiramo recimo različno pisavo. Ponavadi torej smo rekli, damo neko preprosto, enostavno pisavo, velikost pisave poenotimo z drugim besedilom, torej tako, da je vidno tudi preostalim. Evo, poravnamo sliko in potem dodamo še vir fotografije. Zdaj tukaj lahko tudi vidite, da se vam pojavi en taki magic orodje oziroma Canvin pomočnik, torej ta vam pa pomaga s pomočjo AI, da v bistvu vam oblikuje malo bolj dizajnersko to vašo predstavitev. Zdaj v Canvi lahko tudi spreminjate pozicijo besedila, ali je to na sredini, na strani, obojestransko poravnano, potem damo tudi različne razmike med besedilom, različne učinke, lahko tudi animiramo besedilo, določamo položaj besedila in položaj fotografije in seveda potem tudi Canva nam omogoča, da pa vstavimo kakšne svoje naložene ali fotografije ali videoposnetke ali
drugo vsebino, ne. Seveda predhodno morate naložiti svoje datoteke. Če je kdo še slikarsko bolj vešč, pa lahko tudi uporabil različna ta lastna orodja. Tako da v današnjem času so zelo popularni tudi ti avatarji, ki nam omogočajo boljšo predstavitev oziroma jih lahko uporabimo, da pa oni predstavljajo namesto nas. Tako da lahko izberete že naprej oblikovanega avatarja ali pa oblikujete svoj lastni avatar, ampak naj vas tukaj opozorim, zaenkrat Canva omogoča samo uporabo tujih jezikov, recimo angleščine, nemščine, slovenskega jezika pa trenutno še ne omogoča. Tako da potem bodite tukaj malo pozorni. Tako da seveda na koncu dodamo še zahvalo, dodamo tudi lahko še eno stran z literaturo in viri, ki smo jih uporabili, tako da potem lahko to predstavitev prenesemo in sicer kliknemo na deli z drugimi, pri čemer potem izberemo prenos ali v obliki PDF, lahko tudi kot PowerPoint predstavitev, lahko kot videoposnetek ali kot fotografijo. Tako da toliko to, zdaj o tej predstavitvi, zdaj pa če še pogledamo primer infografike, v današnjem času je infografika v bistvu vedno bolj popularno marketinško orodje, s katerim predstavimo podatke. Tako da, če kliknemo tukaj na infografiko, v bistvu dobimo možnost oblikovanja z različnimi temi orodji. In sicer imamo nekaj teh predlogov infografik, seveda glede na to, kaj želimo predstaviti, kakšne podatke, potem izberemo tudi primerno infografiko. Tako da tukaj je primerno upoštevati v sami infografiki, da v bistvu naj bo predloga enotna in pri čemer razdelimo torej celotno besedilo, ki ga želimo podati na infografiki, na način, da določimo glavni naslov, dodamo svoje podatke in potem določimo podnaslov in besedilo. Se pravi, na infografiki moramo slediti tej strukturi, kaj v bistvu želimo predstaviti, prikazati in določimo potek prikaza podatkov. Tako da na infografiko dodamo samo tiste pomembne elemente, recimo podatke, grafe, razne informacije in seveda priporočljivo spet uporabimo največ 3 različne barve in pa največ 3 različne pisave. Tako da tudi na infografiki lahko dodajate različne elemente, različno besedilo, potem tudi svojo naloženo vsebino in pa tudi lahko kaj dorišemo. Tudi to infografiko lahko prenesemo tako, da kliknemo na deli z drugimi in potem v bistvu prenesemo kot PDF datoteko ali fotografijo. Tako da toliko iz moje strani. Pred samim online pogovorom se je pojavilo tudi eno vprašanje, v bistvu v čem se razlikuje ta brezplačna in plačljiva Canva. Zdaj, jaz sem malo pobrskala, ker ponavadi uporabljam kar brezplačno Canvo. V bistvu gre za to, da vam plačljiva verzija Canve omogoča dostopnost do še več različnih teh elementov, potem različnih fotografij, da so fotografije malo bolj izboljšane, potem v bistvu vam tudi omogoča kakšne dodatne funkcije oblikovanja in shranjevanja, torej da lahko tudi delite z drugimi, kar pomeni, da lahko skupinsko oblikujete ali predstavitev, infografiko ali kakšen drugi dokument, pa potem tudi, kar se tiče shranjevanja, vam omogoča še ustvarjanje nekih skupnih projektov. Tako da to je vsa razlika, ampak jaz mislim, da Canva omogoča toliko brezplačnih orodij, zanimivih orodij, tudi malo bolj dizajnerskih, da ne rabite ravno plačevati, zato da oblikujete kakšno predstavitev ali kakšen vam pomemben dokument. Tako da toliko z moje strani. Hvala lepa. Tudi za te koristne informacije glede predstavitev. Zdaj verjamem, da bo tudi to vsem prav prišlo. Vidim, da se je pojavilo eno vprašanje, pa dajmo kar pogledati.
Ali bo možno dobiti posnetek tega srečanja preko e-maila? Ja, zdaj online pogovor se snema, tako da posnetek bo na voljo. Ne vem pa zdaj točno, mislim, da bo objavljen na spletni strani SIC-a, Fakultete za upravo. Oziroma bom se pozanimala, no, pa lahko potem si bom zabeležila vaše ime, bomo pogledali potem v podatke, no, med prijavljenimi, pa če je možno, vam pošljemo tudi preko maila. Drugače pa je posnetek, no, glede na to, da se snema, je vedno dostopen, no, preko, je gospa Žužak že napisala, bo objavljena na spletni strani SIC. Tako da to bo verjetno, no, zdaj tekom jutrišnjega dneva oziroma čez kakšen dan bo objavljeno. Vidim, no, da nekateri ste imeli tudi težave z zvokom. Ja, v glavnem bo posnetek na voljo, no, tako da boste lahko dostopali do njega. Zdaj, če ima kdo od slušateljev še kakršnokoli vprašanje vezano na same vsebine, ki so bile predstavljene, lepo vabljeni. Zdaj imate priliko, vse 3 gostje so še z nami, tako da jih lahko neposredno vprašate. Če se vam je mogoče vmes postavilo kakšno vprašanje, če bi vam še karkoli, kakšna dodatna informacija lahko koristila, lahko kar zapišete v chat. Zdaj, verjetno se bo pa več vprašanj, bi rekla, odprlo tekom same uporabe, orodij. Ja, smo dobili vprašanje, kakšna je za vas razlika med PowerPointom in Canvo pri predstavitvah seminarskih? Bi kar, Špela. Ja, hvala za vprašanje. V bistvu neke razlike ni, je pa tako, da Canva, kot že rečeno, nekako bolj oblikovno, modernejša kot kakšna PowerPoint prezentacija, ne. Je pa seveda odvisno od tega, katero verzijo PowerPointa imate naloženo na računalniku. V bistvu gre samo še za eno dodatno orodje, s katerim si lahko pomagate, da je vaša predstavitev zanimiva. Hvala. Še eno vprašanje. Kako poiskati različne sekundarne podatke, ki so potem podlaga za magistrsko nalogo, ter kako te podatke najlažje obdelati? To lahko je zdaj samo v Elicit. Ja, to, kar sem jaz kazala z Elicit pa s ChatGPT-jem, vam pri magistrski pa pri diplomski niti ne bo toliko prišlo prav. Lahko pa, če shaream screen, recimo, če imate nek empirični del, vidite? Če imate nek empirični del za narediti ali v seminarskih višjih letnikih ali pa pri diplomski ali pa magistrski, lahko si ful pomagate s tem Elicitom tako, da, kje pa imam tele zdaj? Dodate tukaj lahko, očitno sem jih že največ dodala, ampak lahko dodate stolpce, v katerih rečete metodologija, okolje, spremenljivke, da niso samo povzetek, rezultati raziskave pa vprašanje, ampak lahko dobesedno tukaj prefiltrirate na način, da ugotovite prav, kako se tudi empiričnega dela lotiti, kako so se ga drugi lotili, ne. In ful lažje pa naredite neko podlago, ful bolj globoko analizo, kakor pa za eno seminarsko, ker pri tej seminarski, recimo pri tem primeru ali pa za Evaja, vi lahko nekaj vpišete, nekaj predstavite, nekaj vire navedete. Globinska analiza pa za rezultate boste pa rabili v bistvu ful bolj natančno tudi pregledati vire in vam to pomaga najti tiste vire, kakor vam bojo najbolj prišli prav. Na primer, če bi zdaj imeli tukaj neko raziskavo, da bi imeli v empiričnem modelu povezavo med organizacijsko kulturo pa uspešnostjo, bi hoteli najti eno raziskavo, kjer so to na en način merili, delali neko anketo in tukaj v Elicitu pridete do teh raziskav. Pa, ko jih odprete, pa lahko pogledate, kaj so oni delali, pa kako so delali. Ampak recimo tukaj verjetno od 100 bi jih najdel lahko recimo 10, ki vam pridejo prav, pri katerih pogledate tudi tisti raziskovalni del, kako so se lotili in tudi lahko gledate njihove podatke, ki jih pol vključite. To je nekako prednost tega.
Ja, če se lahko samo vključim, a ne, v vsakem članku objavljenem, ali je to na oddaljenem dostopu, kakor sem vam jaz pokazala, ali pa kakor je kolegica Maruša pokazala, a ne, imate empirični del, ki vam lahko pomaga oziroma je pripomoček, no, navaden, razen če ni pregled literature, kako se sami lotiti empiričnega dela oziroma kako sploh postavljati hipoteze, kakšne hipoteze so postavljene, in kako so raziskovali. Za obdelavo samih podatkov pa študente največkrat uporabljajo SPSS, a ne. In to tudi priporočam za magistrsko delo. Posebej za magistrska dela, no, se mi zdi, da tam bi pa že mogli SPSS znati uporabljati. Za diplomska tudi seveda, ampak še bolj pa za magistrska. Sekundarne podatke pa ne vem, a ste to mislili na samo članke, a ste mislili na še kaj drugega, a ne? Ker imate tudi že na SURS-u in tako imate tudi že sekundarne podatke, ki so že pridobljeni, pa se potem z njimi igrate, a ne. Se lahko tudi jaz tukaj še oglasim, verjetno Ja. je tukaj tudi navezava na, ker imamo pri magistrskih delih eno obvezno raziskovalno vprašanje ali hipotezo vezano na mednarodno primerjavo in ti podatki, ki jih dobite v različnih člankih, v bistvu so podlaga za pripravo vaših ali anketnih vprašalnikov ali recimo nekih intervjujev, ki vam potem kasneje pridejo prav pri mednarodni primerjavi. Se pravi, to ne pomeni, da boste vi te podatke uporabljali pa jih analizirali, ampak boste v bistvu njihove rezultate uporabljali za primerjavo z vašimi rezultati, z rezultati vaše raziskave. Ko boste naredili na podlagi recimo nekega članka, ki ste ga pripravili oziroma prebrali, ugotovili, da vam zadeva ustreza oziroma bi bila primerna za raziskovanje tudi recimo v Sloveniji, to podobno naredite potem anketni vprašalnik v slovenski verziji in vaše rezultate na podlagi izvedene raziskave, anketiranja potem lahko primerjate z rezultati iz tega članka. Se pravi, dejansko vi ne boste njihove številke analizirali, ampak boste njihove rezultate primerjali s svojimi rezultati. Kar se pa vaših raziskav tiče, pa kot je bilo rečeno, ja, uporabljate različna ali statistična orodja ali kakorkoli, to ste se pri predmetih statistike, metodološke raziskave več s tem ukvarjali. Važno je, da v bistvu te podatke, ki jih potem vi zanalizirate, lahko rezultate potem primerjate z rezultati, ki jih boste dobili v nekih člankih prej. Ampak te članki so pa v bistvu podlaga za to, da vi sploh začnete raziskavo, ne? Da sploh lahko nastavite raziskavo. Hvala lepa vsem za odgovore. Če naprej pogledamo, imamo eno vprašanje še za orodje Canva, se pravi, ali nima brezplačna Canva tudi omejitev, kako veliko datotekov PDF lahko preneseš in ali je neomejeno, ni važno, koliko slajdov imaš. Hvala za vprašanje. Kolikor sem jaz do sedaj uporabljala Canvo, v bistvu nima nobenih omejitev brezplačna verzija, glede na velikost datoteke oziroma kar si lahko prenesete. Tako da lahko uporabljate tudi več slajdov, več strani. Hvala. Še kakšno vprašanje mogoče? Ali lahko pri Canvi tudi brez plačljive različice prejmeš kakšne ugodnosti, ki so plačljive? Ja, Canva v bistvu omogoča 30-dnevno brezplačno verzijo, tako da v bistvu lahko to probate 30 dni, če vam bo ta plačljiva verzija potem bila dodatne možnosti, ki jih vi potrebujete. Potem, če se odločite za to, je pa seveda potem ta plačljiva verzija vam na voljo. Drugače pa lahko Canvo tudi uporabljate recimo preko plačljive verzije ChatGPT-ja, se pravi ChatGPT 4 in potem dostopate tam preko chata do te plačljive Canve. Toliko še mogoče za informacijo. Hvala. Ali drugače bolj priporočate Zotero pri navajanju, citiranju virov ali orodje, ki ste ga predstavili, ali SIT? Se lahko tukaj jaz oglasim. Elicit v bistvu omogoča poiskanje člankov oziroma pač tudi na nek način poišče pa pokaže, kako se citira
Zotero pa v bistvu preko Zotera pa lahko te dokumente naložite v svoj ta Zotero bazo, kjer v bistvu tudi lahko potem PDF dokumente iščete, berete in tudi na ta način citirate oziroma vključujete noter v Word, se pravi ne skozi copy-paste, recimo kot v Elicitu, ampak v bistvu noter že preko Zotera lahko v Word vnašate noter besedilo oziroma citate. Ja, jaz bi samo rada še to opozorila za Zotero in vse druge baze, a ne, tudi EndNote, Bibliotheks in te, ki omogočajo v bistvu, da imaš svojo bazo člankov in potem, da v Word avtomatsko citiraš, res pazite, katere verzije imate noter in da je res APA sistem citiranja, ker zelo velikokrat se zgodi v teh sistemih, da ali imate vi neko skrekano verzijo, po domače povedano, ali ne vem, kako ste dobili, in potem to sploh ni več APA sistem citiranja oziroma navajanja virov, ne. Tako da tukaj res pazite, da tisto orodje, ki uporabljate, ali je to Zotero, Bibliotheks, EndNote, da je to res, da ima noter APA sistem citiranja, ne. Zato sem vam jaz rajši copy-paste še pokazala za vsak slučaj, da se, pa Maruša tudi, da se preverite, a ne, če je to res po APA sistemu. Ja, saj tudi v Zoteru recimo je točno, lahko izberete, kateri, ne vem, APA 7 ali kakorkoli, se pravi, je treba tudi določiti, kateri način citiranja je, a ne, tako da če določi, recimo, če pišete neki članek, da morate imeti APA 7, morate pa v Zoteru preveriti in izbrati prav način citiranja, ja. Ja, na Google učenjaku imate 3 različne, mislim, da je Harvard, pa APA, pa še eden je. Jaz sem vam samo označila APA, zaradi tega, ker pač tega tukaj zahtevamo na Univerzi v Ljubljani. Lahko se pa zgodi recimo potem, če boste kdaj bili v akademskem svetu ali pa ne vem, različne revije zahtevajo različne stile navajanja, ne. Tako da, ampak za nas je APA, ne. Jaz bi zdaj Hvala. samo pri Elisi dodala, da pač Elicit ni za citiranje nikakor. To vedno rajši tisto, kar ugotovite, da boste rabili, si odprite cel PDF nek, pa iz tam citirajte ali iz Google učenjaka pol ali iz Dcool, čeprav pazite tudi, na Google učenjaku se meni tudi zgodilo, recimo, da so precej nepopolno navedene kakšni viri, tako da tudi to ne moremo samo copy-pastati. Jaz sem sama dostikrat samo copy-pastala, pa pol gledaš navodila za oblikovanje, pa se pol stvari navedenih, tako da je ful dobra osnova, ful lažje, kakor če bi se na peš lotili nekaj citirati, samo še vseeno je pa pri čisto vsaki stvari na koncu, če ste vi avtor, če ste vi odgovorni za nekaj, dajte iti. Ja, vedno morate preveriti, a ne. Ja. Ja, to pa Elicit definitivno. pa ne citirati s tem, ne probati. Samo najdite tisto, kar rabite, Elicit vam olajša to, da ne iščete enega članka pol ure, ampak da vam ga takoj ven vrže točno tisto, kar rabite, pa ga podprite nek, tako je treba. Okej, hvala lepa. V glavnem, ja, pod črto, ne, se pravi, vsako stvar je v bistvu treba preveriti, se prepričati, da ste res ta pravo stvar iz kateregakoli orodja tako rekoč prekopirali in potem sami pač popravite ustrezno, kakor je treba. Ja, še naprej imamo. Za navajanje virov pri diplomski nalogi je najverjetneje najbolje ročno vpisovati vire na koncu. Ker pri vstavljanju bibliografije v Wordu se mi zdi, da pri vnašanju literature na koncu teh virov ne navaja vedno pravilno oziroma v neki zastareli obliki. Ja, v bistvu tukaj gospa Trobačev želi preveriti, ne samo. Ja, drži. Jaz sem tudi že videla pri študentih v Wordovi datoteki, ko pošiljajo, da citiranje ni v redu. Zdaj odvisno tudi, katero bazo svojo uporabljajo. Včasih je kar cel naslov zraven, poleg priimka, tako da tle morate biti pa pazljivi, ja. Že v samem besedilu, ne samo na koncu, ko se citira literaturo in vire, ampak že v samem besedilu velikokrat je treba to popraviti. Jaz ne vem sicer, katere verzije potem Wordove neke edine noter dodajo, ampak tisti edini je treba potem zadeve popravljati, ja, ni kar avtomatsko v redu.
Ja, ker študenti uporabljajo neko v Wordu, da jim avtomatsko naredi, ne. Ja. Ampak ja, ugotavljam tudi jaz pri dispozicijah in to, da enostavno pač to ni APA sistem citiranja, ki ga mi zahtevamo kot univerza oziroma fakulteta za upravo. Ja, tisti je sigurno bolj z Zotero, kot pa te Ja. edini pri Wordu, ker tam noter. Zdaj, verjetno je tudi napaka, ko se vnaša besedilo noter. Jaz nikoli nisem tega uporabljala, jaz sem vedno uporabljala Zotero. Ampak mislim, da je lahko tudi napaka, ko se vnaša samo besedilo noter, ker mislim, da to mora študent tudi sam nekaj vneseti, potem se pa kar kopira cel naslov noter, pa je pol napaka v samem besedilu noter. Ja, tako da je treba res vse preveriti pa popraviti. Ja, tukaj kolegica tudi Lucija omenja, ne, oziroma študentka, preveriš pa v Dikulu ali Web of Science ali v Scopisu. Ja, morate vedno, kakor je rekla tudi kolegica Maruša, odpreti članek in pogledati, a ne. Katere strani so noter, to se itak ga boste prebrali, tako da če ga navedete, ne, mislim, ga itak morate odpreti. Hvala. Še kakšno vprašanje vas še kaj zanima? No, mislim, da smo zdaj res veliko nekih informacij pridobili. Tako da nekako v tako kratkem času, a ne, ste kar dobili neko skoncentrirano verzijo, bom rekla, uporabe različnih orodij in načinov, kako si prihraniti čas. In verjamem, da bo vsakmu izmed vas, no, kakšna od teh stvari sigurno prišla prav, oziroma se boste spomnili, ne, ko boste delali kakršnokoli nalogo, kaj recimo lahko uporabite, česa se poslužiti, na kaj biti pozorni in tako naprej. Tako da, ja, zdaj, če ni več nobenega vprašanja, bi potem zaključili z današnjim online pogovorom. Najlepša hvala še enkrat vsem gostjam, docent doktor Sabini Bogilovič, asistentki Špeli Mar in pa asistentki Maruši Bizjak Ferjan, za vse prikaze, pojasnila, predstavitve. Prav tako tudi najlepša hvala prodekani za študijske zadeve, docent doktor Tatjani Kozjak, za tudi vse informacije, ki smo jih pridobili z vaše strani. Hvala na koncu pa tudi vsem slušateljem, da ste bili vključeni v današnji online pogovor, za vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. Tako da želim vam lep preostanek popoldneva in pa nasvidenje. Ja, hvala in nasvidenje še z naše strani. Hvala, adijo. Hvala, adijo, nasvidenje.